zaljubljen čas in dan, ali čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost čez Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsakarišče, tam za večerjo vitez popunati da. In maček cvička rdečega in čez mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robo vodnjak. Šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost čez Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsakarišče, fant z ulico mož cviček in na balkon. Največjo knjigo učenja, mini krilo deklica, še tole svojo pesem našla sem tam. Šuštarski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost čez Šuštarski most. Ljubljana, naša prestolnica, je bila leta 1821 za nekaj tednov središče evropske politike. V njej so se tedaj zbrali številni evropski vladarji, na čelu z ruskim in avstrijskim vladarjem, ter v imenu Svete zveze poslali vojsko v Italijo, ker je vrelo od nacionalnih gibanj. Danes vam bomo predstavili ozadje tega dogajanja, še posebej zaradi tega, ker bo Ljubljana letos spet središče Evrope, ko bo gostila srečanje Evropske unije pod vodstvom naše države. Predstavitev bomo popestrili s klavirjem in z odlomki iz Tavčarjevega zgodovinskega romana Izza kongresa. Čas po Napoleonovem koncu in Dunajskem kongresu je zaznamovala vladavina konzervativizma v podobi Svete zveze in restauriranje absolutističnih režimov po vsej Evropi. Sveto zvezo sta vodila ruski car Aleksander, ki je v tem času zatekel v verski misticizem in verjel, da ima nalogo od Boga, da prepreči kakršnokoli liberalna in nacionalna gibanja. In avstrijski zunanji minister Clemens Wenzel von Metternich, ki je vodil Avstrijo s policijskim nadzorom ter cenzuro in upočasnjenim gospodarskim razvojem. Še več, kot ključna oseba je nadzoroval tudi dogajanje v Nemški zvezi in državah na Apeninskem polotoku. Kdo pa je bil ta mož? Rodil se je v Koblencu leta 1773 v plemiški družini, študiral pa je diplomacijo na univerzi v Strasbourgu in Mainzu. Med francosko revolucijo je najprej opravil diplomatsko misijo v Londonu, po vrnitvi in po nekaj neuspehih njegovega očeta s Francozi je odšel na Dunaj, kjer ga je mati vključila v visoko družbo in naredila poroko s članico ugledne knežje rodbine Kaunitz. Prvo službo je opravljal v Dresdnu, kjer je zastopal avstrijske interese na Saškem. Leta 1806 je pa postal avstrijski predstavnik v Franciji, kjer je navezal stike s Toleronom. 8. oktobra leta 1808 je postal zunanji minister Avstrije, na mesto ga je pa imenoval Franc I. avstrijski in od tedaj dalje je opravljal to vlogo vse do odstopa leta 1848. Njegova prva izrazita neprijetna dolžnost je bila sklenitev miru s Francijo v mestu Schönbrunn, ki je Avstrijo močno omejil. Je pa tudi eden od najbolj zaslužnih za zavezništvo, ki je pokopalo Napoleona. Izvrstno se je izkazal kot gostitelj kongresa na Dunaju leta 1814, s katerim je povzdignil avstrijsko cesarstvo med ključne velesile v Evropi. Sveta zveza oziroma aliansa
je bila ustanovljena na Dunajskem kongresu in povezovala je evropske vladarje proti liberalnim gibanjem in zahtevam po parlamentu in ustavi, ter preprečila nacionalna gibanja, ki so po njihovem najbolj rušila te večnacionalne države, ki so se pretežno oblikovale že pred rojstvom nacionalnih idej. Sveta zvezda je delovala na več načinov in v lastnih državah so preprečevali vsak napredek in vsakršno reformo. V primeru, da se je v kakšnem delu Evrope pojavilo nacionalno ali liberalno gibanje, je aliansa v bližini žarišča sklicala kongres, ki je bil že sam po sebi grožnja, seveda pa so ob tem še zarožljali z orožjem in če to ni pomagalo, so poslali vojsko in gibanje uničili. Največkrat so v takšnih primerih sodelovali vojaki Rusije ali Avstrije. Kongresi Svete zveze so se odvijali v letih 1818 v Aachnu, leta 1820 v Opavi in seveda leta 1821 v Ljubljani. Ruski car Aleksander I. se je rodil leta 1777 v Sankt Petersburgu in imel odličnega učitelja in vzgojitelja v Prostozidarju in razsvetljencu Harku. Njegov oče pa ga je vpeljal v skrivnosti bojevanja. Ko so očeta po 5-letni vladavini umorili, so ga razglasili za novega carja, 23.3.1808. Tako je ukinil številne očetove prepovedi ter ponovno dovolil potovanja v tujino ter prihod tujcev, dovoljen je bil voz knjig, tiskarji pa so dobili več svobode. 4 mladeniči je ustanovil tajni svet, ki naj bi predlagal napredne zakone, na vrhu prave pa je postavil 8 ministrov. Ustanovljeno je bilo tudi prostosvetno ministrstvo, ki je pripravilo načrt javnega šolskega sistema, izdan je bil tudi zakon o univerzi, ustanovljenih pa je tudi bilo več visokih šol in licejev. Zadnja leta se je umaknil v Tanarog ob Azijskem morju, kjer je umrl po kratkotrajni bolezni. Korona je zanj postala veliko breme, zato je hotel umreti. Nasledil ga je brat Nikolaj I. Mladih oči
Ljubljana je bila leta 1820 majhno podeželsko mesto z 20.000 prebivalci. Meščanstvo se je mešalo s podeželani, vsako jutro so kmetice iz ljubljanskih predmestij prinašale na mestni trg svoje pridelke. Trg je zaživel svoje življenje in se kmalu spremenil v živahen vrvež. Nato so odprli vrata trgovci in obrtniki. Kmalu so se pokazali vsi družbeni sloji Ljubljane in mesto je zadihalo s polnimi pljuči. V ta stalni vsak dan je udarila novica, v Ljubljani bo kongres. Ob tej novici se je mesto zganilo. Dame iz uglednih družin so hitele naročati blago za nove obleke, obrtniški mojstri so si ogledovali svoje izložbe in razmišljali, kako jih bodo polepšali, ter ob tem tudi kaj zaslužili. Mestni svet je tako zasedal in sprejemal odločitve, kako bo polepšal mestne ulice in trge. Mesto je poostrilo varnostni nadzor, lotilo pa se tudi številnih obnovitvenih del. Tlakovanje trgov in ulic, izravnava Kapucinskega trga, oziroma danes Kongresnega trga za paradne slovesnosti, urejanje kanalizacije, ureditev razsvetljave, obnova gledališča, plesne dvorane ter razširitev poštnih zmogljivosti so bile naloge, ki so se opravile že pred začetkom kongresa. Gostje pa naj s seboj ne bi prinesli le politike, temveč naj bi bili tudi radodarni turisti in udeleženci številnih družbenih dogajanj. Odstranili so zadnje ostanke mestnih jarkov, zasadili mnogo drevoredov v Celovški in Dunajski cesti. Delovati je začela tudi mestna razsvetljava, mestne trge in ulice so čistili pogosteje. Januarja 1821 je v mesto prišlo okrog 630 gostov, za katere je bilo potrebno priskrbeti prenočišče in prehrano. Ugledni gostje so plačevali visoke najemnine in ob odhodu navadno še obdarili svoje stanodajalce. V času kongresa je bilo potrebno poskrbeti tudi za varnost. Vladarje je poleg oficirjev in drugih straž varovalo še 274 vojakov in oddelek 19 ostrostrelcev. Čuvajnice so zarasle kot gobe po dežju. Na primer, na Novem trgu jih je bilo 7, na Čevljarskem mostu sta bili 2. Tudi za požarno obrambo je bilo dobro poskrbljeno. Že od leta 1814 so morale biti nove hiše pokrite z opeho. V pomoč domačim gasilcem pa je v času kongresa iz Radgone pripotovala še posebej izurjena vojaška gasilska četa. V času kongresa so bili plesi najbolj obiskana družabna prireditev. Plese je obiskalo tudi do 600 oseb. Druga zabava je bilo gledališče. V mestu so se izvajale gledališke mini operne predstave, gostovali pa so tudi nemški in italijanski operni pevci. Priljubljena zabava meščanov so bile tudi vožnje s čolnom po Ljubljanici. Vožnje po reki so si privoščile manjše družbe po 8 ljudi. Vsi čolni so imeli leseno streho, mizo in klopi. V času kongresa so se vrstile mnoge slovesne maše. Med kongresom pa so praznovali rojstne dneve neapeljski kralj, avstrijska cesarica in avstrijski cesar. Proslavljanje cesarjevega rojstnega dneva je bilo zelo slovesno. Pokali so ognjemeti in topovski streli. Odmevale trobente in glasila se je pesem Bog ohrani cesarja Franca. Praznovanje se je zaključilo s plesom. 20. junija leta 1820 so v Neaplju zahtevali ustavo. Neapeljski kralj je popustil in to obljubil. Razpisali so volitve in izvoljen je bil parlament. Avstrija pa sprememb v Neapeljskem kraljestvu ni hotela priznati in jih je želela zatreti. Zaradi vseh teh dogodkov so jeseni leta 1820 sklicali kongres v Opavi. Predstavniki 5 evropskih sil rešitve niso našli, zato so sprejeli Metternichov predlog, da na kongres povabijo tudi Neapeljskega kralja. Za nov kongres Svete alianse so izbrali Ljubljano. Namenoma so izbrali manjše mesto, da diplomatov ne bi motile številne družbene obveznosti, pa tudi zato, da se kakšno evropsko središče ne bi uveljavilo kot nosilec evropske politike. Ljubljano so izbrali tudi zato, ker je bila blizu Italije in zbrani monarhi so se odločili, da tokrat svoje cilje dosežejo s silo. Vojaško posredovanje v Neaplju naj bi bila svarilo vsem drugim uporniškim gibanjem. Metternich je odredil 2 posredovanji. Trdil je, da je Neapelj napadal Avstrijo in da ima zato Avstrija pravico posredovati. Udeležence kongresa je zgolj seznanil s sklepi. In na velikonočno nedeljo 22. aprila leta 1820 je bilo v ljubljanski stolnici zahvalna maša za uveljavitev miru v Neapeljskem kraljestvu, navzoči so bili vsi monarhi.
Na slavnostni seji 12. maja 1821 so Avstrija, Rusija in Prusija sprejele končno deklaracijo. Francija in Združeno kraljestvo pri sestavi in podpisu deklaraciji nista sodelovali, kar kaže na vse večje nesoglasja znotraj sveta alianse. Ideje in ukrepi alianse so bili dolgoročno gledano zgrešeni, se niso upoštevali realne podobe takratne Evrope, ki je bila prebujanje narodov, ki so se uprli leta 1848 v tako imenovani pomladi narodov. V torek, dne 30. januarja, je bilo krasno jutro v Ljubljani. Dasi po zimi, ni bilo snega in sonce je sijalo tako, da je proti poldne kazal termometer 8 stopinj nad ničlo.
Bilo je pravo kongresno vreme, kakor so se izražali Ljubljančani, ki so Bogu hvalo dajali za kongres in za lepo vreme. Okrog 11 je bila vsa Ljubljana pokonci in množice, ki so bile deloma iz okolice privrele, so obrobljale tisti široki prostor, kateremu pravimo danes zvezda. Te zvezde pa Ljubljančani takrat še niso imeli. Imeli pa so obširen Kapucinski trg, ki so ga, kakor znano, šele par let pozneje v podobi zvezde obsadili z drevjem. Ker je bil Kapucinski trg jako obširen, je bil zato pripraven za vojaške predstave. Na ta dan je bila napovedana vojaška parada in ta je spravila po konci mesto in okolico. Vse je privrelo, da bi gledalo cesarje, kralje, vojvode in druge veljake. Nasavski polk, ki je bival tedaj v ljubljanski posadki, je dobil povelje, da mu je odriniti v Italijo pod Frimonta, ki je zapovedoval znanemu vojaškemu izprehodu v kraljestvu obeh Sicilij. Namesto njega se je odredil v Ljubljano del cesarsko-kraljevskega polka Boljo in pa bataljon slunskih graničarjev. Vse to vojaštvo, ono, ki je odhajalo in ono, ki je bilo na novo došlo, se je zbiralo počasi na Kapucinskem trgu. Za naše čase bi bila to neznatna pehota. Štela je komaj 3000 mož. Ali tedaj, ko Avstrija ni imela niti 60 pehotnih polkov, je bilo to že nekaj. Vsaj občinstvo je izbrana vojaška moč prav zelo imponirala. Da bi ta vojaška sila danes v naši zvezdi nastopila, bi se je najbrž že vse smejalo. Dne 30. januarja 1821. leta pa je omenjeno vojaštvo Ljubljančankam zelo ugajalo in marsikatero srce je od žalosti trepetalo in marsikatero oko od solz se močilo, ker je svojega ljubčka bodisi da je nosil ob strani degen ali pa kot izvrsten koprol močno lesko palico morda zadnjič gledalo. Po svoji večini pa je bilo občinstvo zadovoljno in veselo, največ zaradi tako imenovanih turških band, ki pa so spremljale vojaštvo. Posebno pozornost je vzbujala godba polka Boljo. Takrat je imela vsaka vojaška godba svojega kragulčkarja, ki je bil bolj komedijant, nego muzikant. Ti kragulčkarji so nosili nekako lato, na kateri je od kragulčkov vse bingljalo. V taktu so rožljali s kragulčki, pri tem pa uganjali vsakovrstne burke. Bolj, ko se je občinstvo smejalo, bolj so ti šele palmari izpolnjevali svojo nalogo. Boljo pa je imel pri svoji bandi kar 2 kragulčkarja, pri vsem tem pa sta bila še zamorca, torej v tedanji komisni uniformi, obramah z obširnimi lastovičnimi gnezdi, že samo ob sebi smešni prikazni. Da je bila smešnost še večja, sta počinjala različne šemarije in burke. Slavno občinstvo se je izborno zabavalo.
Pokaži, Klemens, da se nam še da francoskega vina. Nekoliko debelo jo je pogledal knez ter rekel ljudno. Res, bilo ga je premalo. Mignil je lakaju in kmalu nato so se iznova servirale peneče kupice. Vstala je Esterhazijeva ter prosila kratkega, prav kratkega posluha. Zbrani so umolknili. Pričela je svojim srebrnim glasom, da se je čulo, kakor bi trkalo srebro ob srebro. V najpravilnejši francoščini je govorila napitnico, s katero se je zahvalila knezu za divni današnji večer. Vpletla je vmes nekaj politike in dokazovala, da je knez Metternich duša kongresa, pa tudi duša ljubljanske družbe, ki jo oživlja, ki jo dviga iz vsakdanjega prahu do sončnih višin, v katerih on sam kraljuje. Končno je pozvala navzočne, naj pijejo čas največjemu možu Evrope, priljubljenemu knezu Metternichu. Ni treba povedati, da je bila družba po tej napitnici elektrizirana. Metternich sam je bil zradoščen, govornici je galantno poljubil roko, nato pa je z globokim poklonom trčil z njo, da je zazvenelo. Pri bogovih. Je vzkliknil. Dobro bi bilo, če bi imel tu in tam na svojem kongresu takega govornika. Potem pa še reci, Molière Cea in Eklezija. Nikdar več. Moli Esterhazijeva je kar žarela, Pojdiva, Klemens. je rekla milostno. To priliko je hotela porabiti, da se sprijazni s Turnovo konteso. Srce Eve Louise se je izvijalo od hudih muk, ko je govorila grofica Esterhazijeva in ko je žela na to splošno priznanje. Sredi občnega navdušenja je bila naša kontesa edina, ki se mu pridružiti ni hotela. Rdeči lisi na njenem obrazu sta kar plamteli, po drobnem telesu pa je vrela kri, da sta jo zapustila razsodnost in preudarek. Pred njo sta obstala grofica Molly in knez. Nenadoma je razburjena dekle videla pred sabo obraz svoje nasprotnice in v hipu je bil napravljen sklep, kaj žalega storiti. Ona pa je s sonornim glasom izpregovorila. Mi pijemo na čast njega svetlosti kneza Metternicha. Pri tem bi pač naj smelo manjkati naše kontese Turnove. Posebno zadnje besede je govorila Esterhazijeva s čarobno ljubeznivostjo. Dvignila je kupo ter tako pozvala Evo Louizo, da bi trčili v čast njemu, katerega sta obe oboževali. Evi je zahitela zadnja kaplja krvi do srca, mehanična je posegla po čaši, ki jo je bil poprej lakaj postavil pred mizo na njo. Z vami, grofica, je vprašala pogumno. Z mano, kontesa. In čarobnost Molly Esterhazijeve se je še povekšala. Tudi tega otroka si je hotela podjarmiti, kakor si je bila podjarmila vso kongresno ljubljansko družbo. Nastala je tišina v sobi. Delamo za tega del, ker se je epizoda med Evo Louizo in grofico Esterhazijevo že nekaj predolgo pletla, poglavitno pa za tega del, ker je bil vse to zapleten knez Metternich. Da, z mano, kontesa. Menila je, da si mlado dekle domišlja, da bi bila prevelika čast, če bi grofica Esterhazijeva trčila z njo, da bi jo srčila, je ponovila. Z mano, kontesa. Z vami, grofica Esterhazijeva, z vami ne pijem. Grofica Molly je prebledela, knez Metternich pa je nekaj viknil. Eva Louisa je od ošabnosti kar koprnela. Z vami, grofica, ne pijem, ker ste nespodobna ženska. In te besede so imele isti pomen, kako bi ga imel udarec v obraz. Eva Louisa je vrgla kupico od sebe, da se je žvenketaj razbila na mizi in da so se vinske kaplje razpršile Molly Esterhazijevi po dragoceni svilnati obleki. Nato pa je v lahki svoji opravi pobegnila iz sobe, zapustivši za sabo razmere, katerih ni treba popisovati. In tako se je končal damski večer pri knezu Metternichu. Pri mali mizi je sedel s svojim prijateljem Prešernom. Oba sta bila redkih besed. Včasih je Andrej natočil v kup rdečega vina, ter jo hitro izpraznil. Prešeren pa je čital knjigo in tudi tu in tam izvrnil čašo. Naposled se oglasi Andrej. Govori kaj, pustiš. Pri tem je globoko vzdihnil. Prijatelj je počasi odgovoril. Čitam Rousseaujevo knjigo, pustim ti jo in pazljivo jo čitaj. Marsikaj koristnega se lahko priučiš. Oni je zopet vzdihnil. Vidi se mi, da malo čitaš sedaj, prijatelj Andrej.
Andrej je pogledal proti stropu. Da ti povem resnico, prav malo. Sedaj je zopet Prešeren vzdihval. Kje si bil včeraj zvečer? Kje sem bil včeraj zvečer? Je ponavljal Smole in skoraj nevoljno je pristavil. Prižidan, če hočeš vedeti. In danes te glava boli. Glava in srce, prijatelj Andrej. Prijatelj Andrej je z roko premečkal lase, planil kvišku ter letal po sobi. Tudi srce, Je vpil. tudi srce. Prešeren je čakal, da se je prijatelj nekoliko pomiril, potem pa je dejal. Kakšne slabe vzglede dajete ljudstvu? Če že spet pričel s svojim ljudstvom. Ni li to največje, kar je na svetu? Ljudstvo je kanal. Umazana kanal. Andrej, In pesnik se je dvignil kvišku, kakor ranjen lev. kako moreš tako govoriti? Kdo nam je priboril francosko revolucijo? Priboril svojo krvjo? Ni li to ljudstvo? Za ljudstvo živimo, za ljudstvo moramo umreti, če treba. Hvala Bogu, da ni treba. Se je odrezal Smole hladnokrvno. Hvala Bogu, da ni treba. Sicer pa se potolaži. France, saj veš, da ne premišljujem svojih izrazov. Tudi tvojih revolucionarnih vzorov se ne dotikam. Pivi. Niti kaplje. Pesnikovo lice je bilo bledo, kakor sveča. Niti kaplje ne, dokler ne prekličeš ostudnih svojih besed. Kanaljo torej preklicujem. Na vse slovesne načine jo preklicujem. Zopet sta sedla k mizi. Raznetja se dolgo ni hotela pomiriti. Prešeren je čital, Smole pa je tožno gledal predse. Kaka ženska je to? Je zakoprnel. Vse na njej me sili v greh in v verige ima okovano moje srce. Njeno telo, njeni udje. O Venera, ko je vstajala iz morskih pen, ni mogla biti lepša. Trpko mu odgovori prijatelj. Kako je zapisano? Ne želi si svojega bližnjega žene. Pametna zapoved in jaz se podpišem. Ne nadleguj me s svojim katekizmom. Zagodrnja Smole. Ta je za otrok. Pa divjaj naprej. Ne govori tako neusmiljen. Je tarnal Andrej. Rojena je ženska, ki zaseda tvoje srce. Tedaj boš letal za svojo pametjo, a dohiteti je ne boš mogel. Moj Bog, saj sam vidim, da si iz te nič več postati. Kar je bil cesar pri njej, mi je čisto pokvaril. In več te ne ljubi. Avstrijskega cesarja ima rajši od tebe. Kaka nesreča. Židanka ne ljubi več Andreja Smoleta. Pač res, kaj ti ostaja? Pač res, kaj pa mi ostaja? Dvoje ti ostaja, ljubi moj. Ali skočiš v Ljubljanico, ali se pa oženiš. Zadnje smo mi, kar je nas pametnih mož. Smole je pričel po sobi letati. Ti, Prešeren, ti, ne tiči li za tabo moja mati. Za mano tiči pamet in nihče drug. Moja stara je sitna, da kar gode. Vrak vedi, kdo je nekaj nadvezal. Sedaj me hoče z vso silo ženiti. O Jezus, in svoje mladosti nisem še prav nič užival. Sam sebi se je smilil, da se mu je vrosilo oko. Prisedel je k mizi in si napolnil čašo ter jo izpil. Kaj praviš k temu? Je vprašal tožno. Da je tvoja mamica pametnejša od tebe. Drugače podivjaš, prijatelj Smole. Tepeci in drugega. Mu je zarentančil Smole v odgovor. Prešeren je bil trdnega Andreja trdih izrazov vajen in znal je, da so največkrat izraz prijateljstva, a ne žaljenja. Utihnil je ter čital dalje. Le to bi rad vedel. Je pričel Andrej znova. Kdo je moje ljubi materi to v hišo znosil? Ljubljana je preklicano majhna vas. Dan za dnevom moram poslušati litanije, da za bavnicami letam, da se za trgovino ne brigam, da zapravljam, da postanem berač in hudič vedi, kaj je še vse. Je mnogo resnice na tem. Se je oglasil Prešeren. Ti si nezrel dijak, ti molči. Prešeren je takoj utihnil. Oni pa je nadaljeval. Za vsem tiči stari litjak Češko. Kuhanj in pečen je prižidan. Dobro vem, da sem mu na poti. Pa ne bo kuhal stekla tam doli. Svojo hčer bi rad obesil na moje grože. Ni napačna misel. Mene bi rad vtaknil v svoj globoki lonec. Sebi bi pa ogledil stezo do Židana na Poljanah. Ali tega veselja, stari grešnik, ne doživiš?
Tvoje hčere ne vzamem, če se že tako sliniš okrog moje ljubljene matere. Torej ti je gospa mati že izbrala nevesto. Vpraša Prešeren. Saj nisi gluh, ko vendar že celo večnost o njej govorim. Dobro, počakaj, premišljujva malo. Češkova finica ti je torej izbrana. Da, tisto nalepotičeno dekle z mestnega trga. Ko je bilo otroče, se je za vsak nič kremžilo. Že od takrat je ne maram. Saj ne vzameš otroka. Danes je najkrasnejša vseh devic ljubljanskih. Pojdi se solit na Šmartno gor. Podobna ženska je, drugače bi ne dopuščala, da bi jo stari čerko prodajal okrog stare smolečke po Dunajski cesti. Bog vedi, če te še hoče. Z obema rokama grabi po meni ali bolje po mojem denarju. Kar je Češkovih, so vsi lakomni volkovi. Lakomna ženska je in drugega nič. Meni bi bila ljubša njegov polna ladja Židanovih mater, za katere bi se moral vojskovati starimi Židanovimi očeti. Ti naj budeš pesnik. Prismoda si in drugega nič.
Knez Metternich je zapustil Ljubljano 22. maja. Vreme, prej lepo in gorko, se je bilo med notjo neprijetno spremenilo. Ko se je dolga vrsta voz, s katerimi se je vozil knez, premikala od Podbrezja proti Radovljici, je bila krajina zagrnjena v sneg in od planin je brila ostra sapa. Dežilo in snežilo je, tu in tam se je oglašal grom. Šele ko so dospeli v bližino prijaznega gorenjskega mesteca, je povedal Metternich, da hoče presenetiti svojega prijatelja Turna. Sam pri sebi se je hotel tudi posloviti pri Evi Luizi, svoji občudovalki, na katero je zadnje čase prav močno mislil. Sam ni znal zakaj, da si vsakemu starikastemu možu dobro deče, da ga občuduje mlada deklica. Knez Metternich pa je hotel še posebej pokazati, da ne odhaja v jezi zaradi afronta, katerega mu je bila med kongresom povzročila kontesa. Ko so vozovi priropotali v Radovljico, je bilo presenečenje popolno pri meščanih in pri grajskih. Takoj se je nabrala množica pred gradom in prodajala zijala. Ko knez Metternich stopal navzgor po krasnem grajskem stopnišču, mu je nasproti prihitel domači grof svojo soprogo. Poljubil široko hišni gospodinji, je del galantno. Morala ste vedeti, grofica, da mi srce ni dopuščalo, da bi se ločil od dežele, ne da bi se poslovil pri Turnovih. In večje časti Turnovi še niso doživeli. Drag je bil gost in naj se je gostoljubno zahtevala še toliko žrtev, knez je Turnovim dobrodošel. Odkazalo se mu je stanovanje v gradu, kjer je prenočilo tudi obilo spremstvo. Drugo se je pa potaknilo po Radovljici, tako da se je v zadovoljstvo knezovo prav hitro vse lepo uravnalo. Sedaj je knez izvedel, da je Eva Luiza nevadno bolna in opazil je tudi, da je grofica mati kazala objokane oči. Bila je že tako slabotna, da ni več mogla ostati iz postelje, za tega del je knezu Metternichu v prvem hipu niti pozdraviti ni bilo mogoče. Šele po obedu ga je spremila grofica v sobo svojih hčere. Po stolu je slonela Eva Luiza. Bila je kakor senca, kakor cvet uvel. In v kratki dobi jo je bila bolezen uničila. Sedaj je umirala. Knez Metternich je to občutil in skoraj milo se mu je storila. Kot diplomat je pa vedel svoje občutke prikriti. Prisedel je k njej, jo prijel za koščeno ročico ter izpregovoril. Naša Eva Luizica je malo bolehna. To povzročuje bolečino vsem njenim prijateljem. Pride pa gorka pomlad, pridejo sape od juga in naša Eva Luiza se učvrsti kakor po strlu v potoku. Tako bo, prijateljica. Dolgo ga je gledala, pa je bila od sreče tako razburjena, da ni mogla izpregovoriti. Tudi njegovo veličanstvo, ruski car, mi je izročil svoje pozdrave do vas, kontesa. To je ni brigalo dosti. Vi, knez, ste še vedno velik, mogočen gospod in velike svetle svoje oči si je napajala na njegovi osebi. In grofica Esterhazijeva je vprašala za molko. Medočica je za hip preletela obrazek in tudi knez je malo zabdel. Je že davno na Dunaju. Sporočite ji, da naj mi jo odpusti. Tako lepo je, knez, da ste me obiskali na smrtni posteli, Kontesa. je vzkliknil očitajoče. Včasih je lepše umreti, nego živeti, in zopet je napajala svoje oči na njegovi osebi. Nekaj bi vas prosila, svetlost. Obšla jo je sramežljivost, da je umolknila. Dvignila je oči proti njemu in iz teh oči je žarela ljubezen. Tista ljubezen, ki veže moško bitje na žensko od pričetka svetov. Skoraj vsako noč se mi sanja o tem. Zdi se mi, da bi Lagli umrla potem in zastavi je glas. Govorite, kontesa. Samo poljub z vaših ust. Komaj je razumel te besede, ki jih je šepnila v francoskem jeziku. Kavalirsko je vstal, ter je kipeče poljubil blede ustnice. Ko je knez Metternich zjutraj zapuščal Radovljico, so peli zvonovi v stolpu. Po noči je bila preminila kontesa Eva Luiza.
No, med dijaki prvih in četrtih letnikov obeh programov pa smo izvedli tudi anketo. Rezultati bodo prikazani na diaprojekciji. Pri rezultatih smo kljub temu, da niso bili ravno številčni, dokazali, da nam šola da znanje o različnih zgodovinskih dogodkih, na kar smo izjemno ponosni.